Lepo pozdravljeni vsi skupaj, moje ime je Nikola Regvart, sem na podjetju Menerga zaposlen kot vodja oddelka avtomatike. Na oddelku se veliko ukvarjamo s centralno-nadzornimi sistemi, veliko je različnih tudi tipov, katerih izdelujemo. En izmed teh smo rekli, da vam danes malo podrobneje predstavimo. Kot zanimivost je ta bil skreiran za, kot že vidite tukaj, ameriško šolo v Zagrebu. Ta šola je kot posebnost opremljena z komplet regulacijo Menerga in pa z kombiniranimi napravami za pripravo toplotne in hladilne energije Revatemp, tudi Menerga. In zraven tega smo na sistem postavili vizualizacijo. Ta vizualizacija, centralno-nadzorni sistem, je pa ta, ki si bomo danes na kratko pogledali. Pa da kar začnemo. Sistem je razdeljen na mogoče dva osnovna menija. Kot vidite, je tu skrajno levo prvi meni, ki upravlja osnovne funkcije, kot so login, logout, menjava passworda, torej gesla, alarmi, kontaktni podatki, sporočila, historični podatki, vkolikor si jih je stranka zaželela, in pa reportiranje. To pomeni poročila. V naslednjem meniju imamo pa osnovno gibanje čez vizualizacijo, kot na začetku prostorska regulacija, prvo nadstropje pritličje, potem pa vse, kar je povezano s strojnico, torej priprava toplotne energije s toplotnimi črpalkami, arhiviranje oziroma akumuliranje energije in pa distribucijo. Kasneje dol imamo še urne kanale in pa merjenje porabe energije. Kako točno to izgleda, bomo pa si zdaj malo pogledali in da rečemo, gledaj, začnemo z prostorsko regulacijo. Vidimo na prvi sliki v bistvu pregled prostorske regulacije v celoti kot pritličje. Posod, kjer vidimo tukaj te kvadratke noter, so prostori, ki so opremljeni s prostorskim regulatorjem Andivi. Ta je preko bus linije povezan na krmilnik v toplotni postaji, ki v bistvu upravlja z distribucijo energije, in vezano na potrebe v prostorih se potem odziva tudi krmilnik oziroma vodenje distribucije energije v toplotni postaji. Ti simbolčki, ki jih vidimo tu zraven v vsakem kvadratku, kratka legenda je tudi na tej strani, nam v bistvu pokazujejo stanje ventilacije v tem prostoru. Ni v vseh prostorih izvedeno ventilacije, ampak v teh prostorih pa je. Glede na to, da smo v časih, v kakršnih smo, je kompletna ventilacija nastavljena na višje količine, zato da je izmenjava zraka v prostorih čim večja. Skrajno desno so pa prikazane skupne željene vrednosti, temperature, ki jih lahko nastavljamo na nivoju celotne etaže in pa na nivoju vseh prostorskih regulatorjev, saj na tak način lahko enostavneje omogočimo uporabniku, naročniku, da upravlja delovanje sistema čez celotno etažo. Če pogledamo recimo en prostor, to je recimo zdaj prostor 120. Malo počakamo, da podatki pridemo. Evo, to je kot en daljinček, v katerem so vizualizirani podatki, pomeni dejanska temperatura v prostoru željena, minimalna, maksimalna, v smislu, ko rečemo, ok, tudi lokalno upravljanje, nastavljanje parametrov je omogočeno, vezano na konvektor, kakšno je stanje ventila, kakšno je stanje hitrost ventilatorja, stanje režima, v katerem se regulatorček nahaja, in pa talno ogrevanje. Nižje dol imamo stanje kvalitete zraka, imamo nameščen v tem projektu prostorski senzor kvalitete zraka. Za ta namen mogoče vredno omeniti pomembnost tega podatka v trenutnih časih. Vezano na ta podatek se sicer avtomatsko prilagaja hitrost oziroma količine
prezračevalne naprave, pri čemer pa zdaj, kot že rečeno, glede na čas, v katerem se nahajamo, so količine nastavljene na višje. Ventilacija je vključena, medtem ko prostorski regulator za pripravo energije trenutno izključen. Ti podatki tako enako izgleda v bistvu za vsak prostorski regulator, kot rečeno pa tukaj na desni strani generalno etažno nastavljanje parametrov, potem se v bistvu to lahko hitro spremeni za vse prostore naenkrat. To je kot vizualizacija zdaj ogrevanja, tudi delno ventilacije in pa parametrov v prostoru. Kolikor kliknemo na ta predel, pa za pritlično etažo vidimo prezračevalne naprave. Ob kliku na posamezno napravo se nam pokaže sektor, katerega ta prezračevalna naprava prezračuje. Mogoče kot zanimivost ali pa informacija. Kolikor pa želimo več podatkov si pogledati, pa imamo tukaj na desni strani izborne menije, kjer lahko vsako napravo bolj podrobno se tudi pogledamo. Nekatere naprave so nameščene v pritličju, več jih je potem v prvi etaži, kot je tukaj razvidno. Izborni meni tako ostaja enak in za uporabnika na tak način čim bolj enostaven za uporabo. Če se vrnemo sem, si pogledamo še mogoče prvo etažo, kjer je sistem nastavljen na enak način, pomeni imamo prikaz prostorskih regulatorjev kot generalni pregled, da hitro vidimo stanja oziroma odstopanja in na desni strani upravljanje podatkov na etažnem nivoju, še enkrat prezračevanje, enako kot prej, imamo tudi tukaj v bistvu v kliku možnost pogleda, kateri sklopi so s katero napravo prezračevani in na to pogled posamezne prezračevalne naprave. Vezano na prezračevanje je mogoče z tega naslova to. Kaj še lahko naredimo je, nastavimo urnik za delovanje naprave. Zdaj pa se je zgodilo to, da se nam je nekdo pridružil ko delaš live, takrat imaš vedno eno zanimivo zgodbo in glede na to, da smo nadaljavo povezani preko TeamViewera na centralno nadzorni sistem, se nam je zdaj lokalno na tem nadzornem sistemu pridružil nekdo, ki tudi gleda, kar je dobra informacija, pomeni, da ta sistem ni sam sebi prepuščen čez dan in je stalno v uporabi, ponovno kaže na uporabniku prijazen interfejs in pa način možnosti uporabe. Vezano na urnik je to tako, odpre se nam brskalnik, web server, pristop do vizualizacije same prezračevalne naprave, kjer je izbran link direktno do urnika, pri čemer vsaka ta prezračevalna naprava je tudi opremljena s svojo web vizualizacijo. Pa da pustimo malo prostorsko regulacijo od zadaj, gremo naprej na pripravo energije. Kot rečeno, dve toplotni kombinirani napravi RevaTemp, kjer je pogled na napravo možen, bi rekel, osnovni in pa napreden. Ko kliknemo na napravo, se nam odprejo dodatni podatki in dodatne informacije. Enako za napravo 2. Trenutno objekt v bistvu v eko režimu, naprava je malo prej še delovala, trenutno je izven funkcije delovanja, pomeni, da je dosegla parametre, ki je imela zahtevane. Če pogledamo akumulatorje, podatke akumulatorjev. Torej, vizualizacija toplotne postaje in pa priprave akumulacije energije ter distribucije je pripravljena glede na objekt, glede na sheme, ki si jih je takrat zamislil projektant in to je seveda potem prilagojeno vsakemu objektu posebej, tailirano v bistvu.
Glede na parametre, kar se tiče grafov, kliknemo na vrednost, ki jo želimo videti po grafu, in potem je to možno gledati za zgodovino, za nekaj časa nazaj. V bistvu imamo vsaj eno leto se zbirajo podatki, je pa to možnost nastaviti, tako da se reče, ok, naj bo podatek malo redkeje arhiviran in pa dlje časa shranjen ali pa pogosteje, bi rekel, sampling narejen v nekem časovnem obdobju in potem pač temu primerno za krajši čas. Ok, naslednja stvar, ki jo lahko nastavljamo, so tukaj urniki za posamezne sisteme in pa merilniki porabe energije. Stranki verjetno ta del zelo zanimiv. Ne nazadnje pa še tudi, da se malo vrnemo na popolnoma levo stran nadzornega sistema in pa meni, kjer smo rekli, da lahko zbiramo podatke o alarmih. Trenutno vidimo 2 alarma sta prisotna. Imamo tukaj možnost si pogledati kontaktne podatke, sporočila, tudi v sporočilih se zbirajo podatki o določenih spremembah in pa možnost tudi, zdaj če samo vsega malo premaknem, da pridem tukaj, pogled na domačo internetno stran. Tako, pa smo si na kratko pogledali centralno nadzorni sistem tipa SCADA, vizualizacijo kot prvi tip, ki ga ponujamo, delamo, sestavljamo. Imamo pa tudi drug tip, katerega si bomo pogledali malenkost kasneje, pa ste vabljeni, da si ogledate tudi tisti video. Lepo pozdravljeni.